Čau vsi denkotle in dobrodošli nazaj v še en Q&A. Zdaj že nekaj časa ni bilo Q&A na kanalu, zato ker sem hotel malo počakati, da se kaj več zgodi, spremeni karkoli, da malo mine od ta zadnjega Q&A in spet pridejo kakšna nova zanimiva vprašanja, tako da sem ga zdaj spet se odločil narediti. Za tiste, ki ne vejo, Q&A pomeni questions and answers oziroma vprašanja in odgovori. Vi meni postavite vprašanja o meni, kanalu in tako naprej in jaz odgovorim v tem videu. Dobil sem več kot 160 vprašanj, tako da ne bom mogel na vsa odgovoriti. Sem pa izbral taka najbolj zanimiva, ki so se mi zdela za odgovoriti v tej zalogi. In mogoče, če te zanima kaj, ka ne odgovorim v tem videu, lahko mogoče najdeš v prejšnjih treh, ki sem jih naredil, tako da bom pustil playlist v tem informacijskem kotičku. Torej, gremo kar na vprašanja in moje odgovore. Zakaj je zadnje čase vedno manj videov? Predvsem zato, ker nisem imel časa in zato, ker nisem imel časa in sem imel toliko drugega dela, sem tudi malo zgubil voljo in motivacijo in energijo za delati ne vem koliko videov. Mogoče bom tudi kaj poskušal spet streamati po dolgem času. Ampak tako je, ne. Morate vedeti, da YouTube ni moja služba, je samo moj hobi. In če nimam volje za njega, potem pač ne grem snemati videov. Zato, ker če bi se sam sebe silil, da moram snemati, potem bi počasi zasovražil celo stvar. Ali rad rišeš? Rad rišem, ja. Nažalost nimam neki dosti časa za risati, ampak rad rišem, ja, rad rišem. Zakaj si se odločil, da narediš svojo korporacijo Denkorp in ali misliš, da je Jerry ljubosumen na tvoj uspeh? Naredil sem jo za content, zato ker se mi je zdelo hecno besedna zveza Denko in korporacija, torej skupaj Denkorp, se mi je zdelo kulsko ime. In seveda s trgovinami so povezane korporacije z velikanskimi verigami trgovin in tako naprej. In se nam je zdelo hecno iz pogleda roleplayinga za narediti kao korporacije. In to glede tega, ali je Jerry ljubosumen na uspeh. Če misliš na uspeh Denkorpa kot trgovine, Globalworks je dosti bolj uspešen bil, če smo iskreni, v obeh dveh sezonah, kjer sem bil tudi jaz. Zato, ker prvo kot prvo, Jerry dosti več grinda kot jaz na Bodcraftu in drugo kot drugo, sploh v tretji sezoni je Globalworks imel dosti več članov v sebi kot Denkorp, sploh pa takih, ki so dejansko bili aktivni na serverju, tako da Vse skupaj je pa samo roleplay, nič ni mišljeno resno in tudi ni mišljeno, da se jemlje resno. Nekateri fani so dejansko misleni, da se mi nismo marali, kadar smo imeli celo trgovinsko vojno in dise in to. Zato smo tudi dise umaknili, ker očitno niso bili dober vpliv za nekatere gledalce, ki so celo stvar jemali smrtno resno. Sicer pa Bodcraft je zaprt, je umrl. Ja, dejansko server ne dela trenutno. In ne vem, če bo četrta sezona. Koliko časa rabiš za narediti video? Odvisno kakšen video, na to vprašanje mislim, da sem tudi že odgovarjal v preteklosti. Ampak v glavnem, za en tak video, kot je Q&A, rabim, ne vem, 20 minut, 25, da ga posnamem, editam pa ga lahko tudi 2 ure. Medtem pa, ka za video o igrcah, pa rabim 1, 2, mogoče 3 ure, da posnamem in večino videov na igrce mi pa edita nekdo drug, njegov link je vedno v opisu od tistih videov, ki jih on edita. Tako prvo leto, če ne, ali še malo več se mi zdi, kadar sem imel kanal, sem jaz tudi vse editov, kar sem snemal, tako da sem takrat rabil še toliko več časa. Ponavadi rabi človek več časa, da zedita video, ko posname, tako da je kar dolg proces. Katere hrane ne maraš? Marsikakšne hrane ne maram. Recimo, ne prenesem špinače. Verjetno najmanj maram turistično pašteto, to mi že samo von dela slabo. V katerih državah si že bil? Seveda sem bil v Sloveniji in v vseh sosednjih državah. Potem sem bil tudi v Nemčiji, v Skandinaviji, v celi Skandinaviji, razen Islandije. Tudi v Veliki Britaniji, na Irskem sem že bil, v Turčiji, Grčiji že večkrat. Kar dosti smo potovali z družino, sploh pred korono, zdaj pa ne več toliko, zdaj samo še gremo na morje, na Hrvaško ali pa kaj takega. Ali boš igral Granny 2 in 3? Planiram igrati, ampak ne morem obljubiti, da kmalu. Odvisno, koliko časa bom rabil, da sploh dokončam igrco. Katera žival bi rad bil? Verjetno delfin ali pa orka, zato ker oni se mi zdi, kot da kar uživajo v življenju, tako da, ja. Kateri je tvoj najljubši film? Jurassic Park, Let's Go, dinozauri. Najljubša igra Minecraft, čeprav imam obdobja, kjer se mi res ne da igrati Minecrafta. Razen
Razen Minecrafta so mi najboljše igrice Doom, Doom Eternal, obe Subnautike in pa cela Batman Arkham franšiza je masterpiece. In pa koliko sem star, 19, letos bom imel 20. Ali si pogledal nov film Jurski svet prevlada oziroma Jurassic World Dominion? Sem pogledal, pravzaprav sem nedolgo nazaj ga šel gledat v kino in če sem iskren, sem bil rahlo razočaran. Mislim, je zabaven film tako zagledat, ampak lahko bi bil dosti boljši. Kateri je tvoj najljubši okus sladoleda? Dajmo reči, da Pingvin, če ne tudi Amarena, je zelo dobra. Te dve so mi najbolj všeč. Najljubši film ali serija filmov? Film, kot sem rekel, Jurassic Park, serija pa ali pa Jurassic franšiza ali pa mogoče Dark Knight trilogija od Batmana. Vsi tri filmi v tisti trilogiji so izjemni. In pa tudi trilogija Botter oziroma The Godfather je odlična. Indiana Jones mi je tudi ful dobro. Ali si imel YouTube kanal pred tem? Imel sem 2, če ne celo 3. Torej, enega sem imel, kar sem bil star, ne vem, 11 ali 12, je bil v angleščini. Posnel sem en par videov in dokaj hitro zbrisal, ker so bili za nič. Potem sem imel še enega v angleščini z enim prijateljem iz osnovne šole, tako v 8. ali 9. razredu. Njega smo tudi zbrisali, ker ni bil lih dober. No in potem po kar nekaj letih niča sem pa končno se ustalil na slovenski sceni s tem svojim Denko kanalom, na katerega sem zelo ponosen. In ne, nikoli ne mislim pokazati svojih starih videov z prejšnjih kanalov. Niti jih nimam, so zavedno zgubljeni zame, dejansko jih nimam. Tudi če bi hotel pokazati, ne bi mogel. Kaj si misliš o svojih prvih videih iz 2019? Mislim, da so cringe, če greš pogledat tako ta prvih par sploh. Mikrofon je za nič, slika ni lih najboljša, mikrofon je za nič in tudi moj glas še ni lih navajen na youtuberski ton. Kateri je tvoj najljubši Minecraft survival svet? Ni nujno, da je to serija na kanalu. No, če gledamo serije na kanalu, verjetno ta originalen svet iz ta prve survival serije. Od serij, kaj jih nisem lih delal na kanalu in pa nasploh mi je pa zagotovo Dinocraft. To sem igral skupaj s svojim fotrom, zanimivo. Tako dosti let nazaj smo imeli na 1.7.10 z en kup modi, vključno z dinozauri in sva gradila svoj Jurassic Park. No, predvsem sem jaz gradil vse. Sem tudi naredil en 30-minuten video tudi, ki sem ga dal na svoj kanal, v katerem sem samo prikazal ta svet, kako je izgledal. Tako da bom tudi to pustil tle v informativnem kotičku zgori, če koga zanima. Zelo sem ponosen na tisti svet, ogromno dinozaurov je bilo noter in tega. Po tem dolgem času si še vedno moj najljubši slovenski youtuber. Ej, hvala, lepo slišati. Ali si rad youtuber? Sem rad youtuber, ja, seveda, če ne tega ne bi več delal. Imam momente, kjer se mi ne da snemat videov, nimam volje ali pa motivacije, ampak če nimam, pač ne grem snemat tisti dan in je. Ejo, Swazi napisal eno vprašanje. Ali si mislil, ko si začel z YouTubom, da boš prišel do takšnega števila naročnikov kot sedaj? Dejansko si nisem mislil, nisem bil lih siguren, kako dolgo bom snemal stvari. Zagotovo nisem pričakoval, da bom prišel kdajkoli do 20,000 naročnikov sploh v Sloveniji, oziroma zdaj smo že na 22,000, za kar sem vam iz srca hvaležen. Tako da nisem vedel, nisem imel neke predstave o tem, ampak definitivno si pa nisem predstavljal, da bom tako dolgo zdržal in tako daleč prišel. Boš sploh še igral Botcraft? Kot sem rekel, Botcraft je zaprt in nimam pojma, če bo obstajala 4. sezona. Kdaj si začel z igranjem videoiger? Kadar sem končal 3. razred, sem dobil PlayStation 2. Zato takrat je bila najmodernejša gaming tehnologija. In na PlayStation 2 sem imel tako Lego Batmana, Bakugan, Scooby-Doo neko igrco. Če ne pa Minecraft sem dobil februarja 2013. Ali imaš rad zgodovino? Imam, ja, to je bil eden mojih najljubših predmetov v šoli, če ne kar najljubši. Mislim, da je tudi eden od najpomembnejših za splošno razgledanost. Zakaj si zbrisal parodijo na Eminemov Killshot? Torej, to sem tudi že prej omenil. Vse te dise smo umaknili po trgovinski vojni, zato ker so nekateri fani jemali vse smrtno resno in cela stvar je nekako ušla izpod nadzora in nismo hoteli biti za slab zgled, tako da smo jih pač umaknili in ne planiramo dati nazaj na javno kjerekoli od njih. Kaj bi igral najraje, če Minecraft ne bi obstajal? Ne vem, mogoče bi... Ne vem, FIFA. Imel sem eno obdobje, ko sem ful igral FIFA, samo te igrice so ratale grozne zadnje čase. Naj šport, zagledat nogomet, zaigrat verjetno bowling. In pa katero orožje bi prvo izbral, če bi zunaj videl zombije? Če bi lahko imel samo eno orožje v zombi apokalipsi, bi definitivno izbral kakšen lovski nož, zato ker nož je tudi zelo dober za preživetje v divjini nasploh. Če pa bi lahko imel več orožij in samo prvo, ko bi ga izbral tako na prvo žogo, bi pa verjetno bila
kakšna avtomatska puška ali kaj takega. Ali razmišljaš, da bi se pridružil kakemu serverju ali ustvaril svojega za subscriberje? Torej, bil sem pridružen Botcraftu, v 4. sezoni ne vem, če se bom, nisem siguren, če sploh bo obstajala, kakemu drugemu pa tudi ne, niti ne obstaja. Botcraft je bil največji v Sloveniji. In serverja za subscriberje verjetno ne bom vsaj zaenkrat še delal, ker je malo prevelik projekt, prevelika naloga in zagotovo ne bi imel časa dovolj za ga posvetiti, za res narediti kvalitetno izkušnjo z njim. Tako da zaenkrat žal še ne. Ali ti je žal, da je Technoblade umrl? Zelo. Nisem ga lih neki dosti gledal, ampak še vedno je bil človek in groza je, groza. Velik šok. Bil je eden najvplivnejših na gamerski sceni nasploh na YouTubu. Samo ja, bogi človek, 23 let je imel. Groza, groza. Vse moje sožalje njegovi družini in naj počiva v miru. Res, rak je ena najmanj fair in najhujših stvari na svetu in res ni pravično, da je tako mlad mogel iti. Ali bi lahko naredil kak Hypixel stream z gledalci? Sem že v preteklosti delal Hypixel streame in tudi en stream specifično z gledalci na Uvicraftu enkrat, ampak streame z gledalci je težko menedžirati, zato ker ti lahko grejo stvari izpod kontrole in lahko rata vse skupaj malo težavno in zakomplicirano. Kako in s čem delaš YouTube videe in kje dobiš motivacijo? Snemam jih z OBS, editam jih včasih s Filmora, včasih s Premierom, včasih mi pa nekdo drug edita. Slikce za svoje videe editam s Pixlr E in pa včasih tudi malo v Photoshopu. Motivacijo pa sem dobil, kadar sem vsaj začel od kakšnih drugih YouTuberjev, specifično od DanTDM, PewDiePie, PythonMC, Chris and the Mike. Če kdaj nimam motivacije, pa si vzamem dan, 2 dni, 3 dni prosto, seveda od YouTubea. Zato, ker je pomembno, da se ne preveč saturiraš s stvarmi, če nimaš volje za njih. Najbolj nadležna alergija definitivno na drevesa in cvetni prah. Jaz spomladi sem na pol mrtev. Se počutiš velikega na YouTubu? Globalno sem samo pljunek v morje, na slovenski sceni pa sem relativno velik. Ali bi si želel imeti igro o sebi in kako bi izgledala, kaj bi se v njej dogajalo? Bilo bi zelo zanimivo imeti igrco o sebi in bil bi zelo počaščen, ampak nimam pojma, kaj bi pričakoval, da bi dali v njo, tako da dejansko ne vem. No, ampak to bo počasi to za današnji Q&A, naslednjega ne vem, kdaj bom naredil, mogoče čez par mesecev, mogoče čez 1 leto, zato ker je treba malo počakati, da se spet nabere kaj novih vprašanj takih. Stisni like pa subscribe, kakšna polovica ljudi ni naročenih na moj kanal, ki ga redno gledajo, tako da zastonj je, če samo klikaš rdeč gumb in pa zvonček, da dobiš notification vsakič, ko objavim video takoj. Če ne pa lepo zamejte in solato pojejte, pa se vidimo v naslednjem. Ajde, adios!